dr. Andreja Finka, uglednega pravnika, strokovnjaka za mednarodne odnose, politologa, univerzitetnega profesorja, prevajalca, odvetnika in publicista, če naštejemo le nekaj njegovih vlog. Dr. Fink, vabljeni k mikrofonu. Spet smo se zbrali v tem znamenitem in simbolnem kraju, da proslavimo veličino, da se poklonimo življenju in obsodimo krivično smrt, da mrtvih od tu in iz vse Slovenije, ki ležijo v več kot 750 evidentiranih množičnih grobiščih, izkažemo čast in da se jim zahvalimo za njihov zgled. Klanjamo se spominu na vaške stražarje, domobrance in druge bojevnike, ki so se bojevali za družino, za dom, za domovino Slovenijo in za krščansko omito, ki so pa kljub uspehom v boju na koncu bili po izdaji pomorjeni pod s tujo ideologijo okužene bratove roke. Pred dobrimi 80 leti je našo domovino zadela najhujša nesreča, ki jo je v zgodovini lahko doletela. Od zunaj so nas napadli in okupirali 3 sovražniki, a takoj zatem nas je napadel še 4. sovražnik. Ta nas je napadel od znotraj, čeprav je po miselni zasnovi prihajal tudi od zunaj. Ta je bil najhujši. Proti prvim 3 so se kmalu začele organizirati totalne skupine, ki jih je bilo vseh skupaj 9 in so bile vse demokratično nastrojene, bili prav tako napadeni in zasedeni. To pa, ko bodo okoliščine narekovale, da so večje akcije smotrne, da je torej upor smiseln in da vsaj minimalno zagotavlja končni namen. Najširša zgodovinska izkušnja uči, da se upor manjših narodov proti močnejšemu okupatorju, posebno, ko so ti, oziroma ko je ta okupator na višku svoje moči, vedno konča z izginotjem manjšega upornika. Zato je bilo treba takrat iskati primeren trenutek. Da je bil notranji 4. napadalec najhujši, se je najočitneje pokazalo maja 1945. leta, ko je samo v nekaj tednih pomoril tisoče lastnih ljudi. Potem se je pa to izkazovalo skoraj 50 leti in se na drugačen način izkazuje še danes. 3 zunanji sovražniki so okupirali našo zemljo med vojno dobra 4 leta. Domači sovražnik nas je pa okupiral 46 let. Tudi to je bila okupacija, ki je lastne ljudi, samo zato, ker so drugače mislili, ubijal, zapiral v zapore in koncentracijska taborišča in kradel imetje, jih telesno in moralno uničeval in jim onemogočal kakršnokoli zdravo prihodnost. Da je bil ta 4. okupator res to okupator, se je potem dovolj jasno pokazalo, ko smo se leta 1991 hoteli demokratizirati in osamosvojiti, pa je ta okupator poslal nad nas jugoslovansko ljudsko armado, ki je hotela to preprečiti. Z Božjo pomočjo in z našo zavzetostjo in junaštvom smo se temu namenu uprli in dosegli oboje, demokracijo in samostojnost. Zunanji okupatorji so leta 1941 Komunistični partiji Sloveniji naredili največjo uslugo s tem, da so nas okupirali. Brez zunanje okupacije in groznih vojnih razmer, ki jih je ta ustvarila, bi komunistična partija nikoli ne prišla na oblast po legalni volilni poti. To mora biti povedano z vso jasnostjo.
kot da bi nas okupirali po naročilu. Partija je izrabila okoliščine in začela z domačo revolucijo. V tem so si okupatorji in komunistična partija bili najboljši in največji kolaboranti. Niti enih, niti druge ni najmanj briga v slovenski narod. Bila je to ena in ista logika in sta obe strani iz ekstremov ves čas vojne na ta način kolaborirali. Kot da bi se pod navdihom perverzne sile domenili: ti me okupiraj, jaz se bom pa proti tebi navidezno bojeval in narod osvajal. Tako sta drug z drugim iz navideznih nasproti sodelovala v podjarmljenju slovenskega naroda, ki je dalj časa nemočen trpel nezaslišano nasilje enih in drugih. Pri komunistični partiji je šlo izključno in samo za dosego oblasti in za revolucijo. Znana je bila tedaj njena revolucionarna krilatica: žrtve so potrebne. Če bi o tem danes kdo podvomil, se lahko samo nekoliko razgleda po naši domovini in bo našel mnogo obeležij, ki so še vedno postavljena in govore o tem. Na vseh vidimo le mrke obraze. Govorjenje o domnevnem narodno-osvobodilnem boju ni nič drugega kot laž in varanje še danes po 80 letih. Komunistični partiji je preko osvobodilne fronte šlo samo za prevrat. Še kako prav ji je prišel najhujši trenutek slovenskega naroda, ko ji je uspelo marsikaterega iskrenega Slovenca pregovoriti, da se jim je pridružil. Vsi imamo znance in morda tudi in celo sorodnike, ki so se na začetku iz domoljubja hoteli pridružiti ali so se celo potem pridružili osvobodilni fronti, a so kmalu od znotraj spoznali njeno resnično naravo. Vemo, da je nekaterim uspelo od nje odstopiti, drugim ne. Koliko je bilo takih, danes že pokojnih, ki so desetletja pozneje z grenkobo ugotavljali: za 46 let totalitarnega rdečega fašizma nismo tvegali življenje. To sem slišal pripovedovati v teh letih od njihovih potomcev v zasebnem pogovoru. Bilo bi pa zdravo za našo družbo, če bi ti potomci danes to javno in jasno povedali. Že vse od leta 1945 pa do danes poslušamo žaljivke o sodelovanju proti komunistične strani z okupatorji. Nič temu podobnega ne bi bilo, če ne bi bilo komunistične revolucije, ki je začela moriti ljudi širom po naši domovini. Zgodovinsko je že popolnoma jasno, da je po enem letu nenehnega pobijanja nastopila naravna samoobramba. Začela se je najprej z vaškimi stražami, potem pa s slovenskim domobranstvom. Proti orožju, ki te pobija, ti ne preostane drugega, kot da sežeš tudi ti po orožju tam, kjer ga dobiš. Ob tem najmilejši krivični očitki trdijo, da se je protikomunistična stran zmotila, ko je šla v kombinacijo z okupatorjem. Preveč znano je dejstvo, da orožje, tako kot denar, nima narodnosti. Vsako orožje, pa naj ga izdela kdorkoli, ali denar pa ga natisne kdorkoli, povzroči enake učinke. Pri tem je očitno edino važno vprašanje o cilju, namenu, nagibu te uporabe takega ali drugačnega orožja. Torej, zakaj ga uporabljaš? Legitimna samoobramba pred krivičnim in protipravnim napadom opravičuje uporabo sredstev, ki se jih v običajnih razmerah ne poslužuješ. Na protikomunistični strani je šlo najprej za samoobrambo, zatem pa za protirevolucijo.
Za partizansko stran pa je najbolj pravilna podobna ocena, a v nasprotni smeri. In sicer tista, ki pravi, da so se še tako dobronamerni partizani zmotili, ko so šli v kombinacijo in kolaboracijo s komunistično partijo, ki je ves čas vojaško-politično vodila partizansko početje. Tega vodstva in dejstva že takrat ni bilo mogoče spregledati. Posebno pa je to jasno danes, 79 let pozneje, saj o tem obstajajo nešteti pisni viri iz njihove strani. Partizanstvo je ves čas vodila komunistična partija Slovenije in Jugoslavije. Nobenega narodno-osvobodilnega boja ni bilo. Šlo jim je samo za revolucijo in za oblast. O tem nam dovolj zgovorno pričajo tudi partizanske pesmi in pesnitve. Nerad jih citiram, a naj zaradi tistih, posebno mlajših generacij, ki tega ne poznajo, spomnim na eno od njihovih kitic, ki pravi: na klic kominterne združitelji čete, v boj za svobodo, v boj za Sovjete. Rdeče smo fronte bojevniki mi, in duh leninizma nam pot razsvetljuje in zadnji udar kapitalu dviguje. Gospoda se trese, fašist trepeta, ker naše je geslo Sovjeti sveta. Tako pravi ta kitica te pesnitve. Takih partizanskih pesnitev in pesmi s takim in podobnim besedilom je mnogo. Le poiskati jih je treba, saj jih slavni dediči že dolgo časa skrivajo in celo spreminjajo, ker njihovo brutalno besedilo normalnega človeka danes odvrača, posebej pa črno na belem kaže na njihov resnični, tedanji, zgolj revolucionarni namen. Samoobramba se je začela ravno tukaj, pri vas, v Šentjoštu, s prvo uspešno obrambo pred revolucionarnim terorističnim nasiljem. Vaška straža je v težkih časih v tem naredila bistven preboj in dokazala tudi drugim krajem, da je obramba doma in slovenskih vrednot mogoča. Zato ima vaša vsakoletna komemoracija po srečanju v Kočevskem rogu največji simbolni pomen. Naj bo v današnjem času in za vselej povedano, da radi govorimo o vaških stražarjih in domobrancih in njihovem epskem boju za družino, za dom, za domovino in za krščansko omiko. Ta boj je bil neenak, ker se je bojeval proti internacionalnem komunističnem gibanju z mnogimi in mogočnimi silami, razpredenimi po vsem svetu in oblečenimi tudi v najrazličnejša ovčja oblačila. Da je šlo res za dom in domovino, izhaja tudi iz tega, da v 8 desetletjih komunistični zgodovinarji skoraj ne uporabljajo nazivov vaški stražar ali domobranec. Razen, če hočejo koga očrniti, potem, ko so v desetletjih naziv očrnili. Temveč zanje uporabljajo vse druge mogoče ideološke žaljivke. Normalno vsak sebe ali svojega otroka ali društvo, ki ga ustanovi, imenuje z imenom oziroma nazivom, ki si ga želi in ki mu pomeni neko vrednoto. Pri vaških stražah in slovenskem domobranstvu je šlo prav za to. Sami sebe so poimenovali tako, ker je šlo za obrambo doma v ožjem in širšem pomenu besede. Branili so pred nepojemljivim revolucionarnim nasiljem, ki se ni ustavljalo niti pred ženskami, otroki, starejšimi in nebogljenimi. Nevarnost je bila resnična, ne zgolj ideološka. To se je najbolj jasno izkazalo meseca maja in junija leta 1945, ko so partizani, pa naj so se takrat formalno imenovali tako ali drugače, fizično eliminirali slovenske može in fante v slovenskem genocidu, ki mu ni para v slovenski zgodovini. To pa šele takrat, ko so jih po mednarodni prevari
neoborožene in izmučene dobili v roke. V boju jih prej nikoli niso mogli. Ta slovenski genocid, ki se ga v mesecu juniju vsako leto spominjamo, je ena izmed etap revolucionarne tragedije. Kot njena posledica je cela naša država eno samo pokopališče in mi živimo v njem. Naša zemlja nosi v sebi zemske ostanke 10 tisočev, ki so bili žrtve iste revolucije. Objektivni opazovalec, ki bi se znašel pred to žaloigro, bi se danes upravičeno lahko vprašal, zakaj je bilo treba desetletja skrbno prikrivati grobišča, jih nekdaj minirati, območja zastražiti, rove hude jame zakrivati z betonskimi pregradami in še danes na vse načine oteževati izkopavanje in vse, kar je s tem v zvezi. Zakaj tako prikrivati množičen umor, če je bil domnevno hvalevredno dejanje neke samozvane ljudske pravice nad sovražniki ljudstva? Hvaliti bi se morali s tem, ne pa to prikrivati. Danes govorijo o izbrisanih po osamosvojitvi in demokratizaciji in domnevnim poškodovancem, ki niso Slovenci, so postavili celo spomenik. Domobrance in druge protikomunistične bojevnike, ki so bili dobri Slovenci, so pa maja 1945 izbrisali fizično, pa se jih danes še omeniti ne bi smeli. Danes se tukaj ponovno spominjamo genocidno pobitih domobrancev, pripadnikov Slovenske narodne vojske. Ti so neprestano med nami, izkazujemo jim sočast in zahvalo. Posledice revolucionarnega nasilja so pa dolgoročne in segajo do danes. Že 80 let namreč poslušamo besedo okupator. Domači sovražnik, komunistična partija, nas je žal po spletu zunanje političnih silnic, kot rečeno, okupiral 46 let in je ta okupacija trajala vse do milostnega trenutka, ko je po padcu Berlinskega zidu, ne samo drugje po Evropi, temveč tudi pri nas, nastopila možnost pluralistične državne ureditve. Šele takrat se je počasi, prepočasi, začela na zunaj odstirati železna rdeča zavesa, kar nam je začelo dajati upanje, da smo vstopili v nov čas. Žal je pa na znotraj, v nekaterih glavah, mislih, gledanju, ocenjevanju in razumevanju ostalo še preveč totalitarne navlake, ki moti naš vsakdan. V tem moramo narediti še nekaj naporov za razjasnitev grozne preteklosti, da bo ta preteklost naš narod in državo nehala bremeniti. Dolžni smo nepokopanim, poleg spomina in skrbi, da se kaj takega nikoli ne ponovi, tudi najelementarnejše. Do konca je treba raziskati vsa grozodejstva, preiskati okoliščine nasilne smrti, s tem pa evidentirati žrtve čim bolj se da, sicer bi ostale zamolčane, neobstoječe. Po uradni dolžnosti mora država žrtvam izdati mrliške liste, mora jim nameniti spoštljiva grobišča, končno pa in najvažnejše, vrniti jim mora dobro ime. Klicati in trkati moramo na državno in mednarodno zavest in vest, ter neprestano opominjati. Na temelju zločina nad slovenskim narodom ni mogoče dolgotrajno sožitje, kar se očitno izkazuje že 33 let. Ni dovolj samo farizejsko obžalovanje. Naravnost perverzna je tista floskula, ki pravi, obsojamo medvojne in povojne poboje, a to pustimo preteklosti in zgodovini in se s tem danes ne obremenjujemo. Strašna preteklost nas samo po sebi še danes bistveno obremenjuje, tudi če bi tega ne hoteli. Naše današnje življenje
uradno še vedno temelji na laži. Na laži se pa ne da graditi nič skupnega. Nujno moramo to laž še naprej in do konca razkrinkavati. Sicer se pa ta laž počasi sesuva in bo končno zgrmela. Za ta končni uspeh se pa še naprej priporočajmo našim učencem, ki nas nenehno podpirajo in bodrijo v teh naporih. Razkropljeni po slovenski zemlji nenehno kličejo Božji blagoslov nanjo in na nas, da vztrajamo, da se še bolj utrdi naš pogum in da prikličemo na nam pravico, ki jo že 80 leti terja naša zgodovina. Trdno upamo, da bomo tudi s pomočjo od zgoraj v tem uspeli.